V kazenskem postopku sodišče opravlja preiskavo in nato ugotavlja kazensko odgovornost storilca ter mu lahko izreče sankcijo. Alja se sredi belega dne sprehaja po središču mesta, kjer je okoli nje tudi množica ljudi. Za njo se pripelje Vid, ki izpod ramena iztrga torbico. Na policijski postaji Alja poda prijavo. Policist spiše kazensko ovadbo, ki jo pošlje na pristojno državno tožilstvo. Tožilstvo na sodišče vloži zahtevo za preiskavo zoper Vida, ki naj bi Alji ukradel torbico. Vid velja za nedolžnega, dokler njegova krivda ni ugotovljena s pravnomočno sodbo. V preiskavi sodišče zasliši obdolženca, priče in pridobi druge dokaze. Z izdajo sklepa v preiskavi se začne kazenski postopek. Obdolženec ima lahko zagovornika, ki je po poklicu odvetnik. Tekom preiskave sodišče z zbranimi dokazi potrdi utemeljen sum, da je Vid storil kaznivo dejanje velike tatvine, zato preiskavo zaključi. Po končani preiskavi državni tožilec na sodišče vloži obtožnico, ki jo sodišče vroči Vidu in njegovemu zagovorniku. Vid lahko zoper obtožnico vloži ugovor, če ga ne vloži ali pa je ta zavrnjen, obtožnica postane pravnomočna. Nato sodišče udeležence povabi na predobravnavni narok. Na njem se obtoženec izreče o svoji krivdi. Če obtoženi prizna krivdo, se mu praviloma še istega dne na naroku za izrek kazenske sankcije s sodbo izreče kazenska sankcija. Če pa krivde ne prizna, se postopek nadaljuje z glavno obravnavo. Na njej sodnik posluša zagovor obdolženca in izvede ostale potrebne dokaze. Na glavni obravnavi državni tožilec predstavi obtožnico in pove, da je Vid na kolesu ali iztrgal torbico, kar je kaznivo dejanje velike tatvine, za kar predlaga 6-mesečno zaporno kazen. Vid se zagovarja, da je dejanje storil nekdo drug, ki mu je podoben. Sodišče nato zasliši priči, Anjo in Majo, ki sta dejanje videli, ter pogleda posnetke s kamere bližnje banke. Zatem sodišče zaključi glavno obravnavo in razglasi sodbo. Ob razglasitvi sodbe vsi v dvorani stojijo. V primeru ugotovitve, da je obdolženec kazensko odgovoren, se mu izreče kazenska sankcija, lahko pa tudi drugi ukrepi. Sodišče lahko izreče različne kazenske sankcije, kot so zapor, denarna kazen, pogojna obsodba ali druge ukrepe. Zaradi ukradene torbice z dokumenti in denarjem je Alja v kazenskem postopku uveljavljala tudi premoženjsko-pravni zahtevek zoper Vida. Sodišče je Vida spoznalo za krivega storitve in mu izreklo pogojno obsodbo z določeno kaznijo 3 mesecev zapora in preizkusno dobo 2 let. To pomeni, da kazen zapora 3 mesecev ne bo izvršena, če Vid v 2 letih ne bo storil novega kaznivega dejanja. Vid mora plačati še stroške postopka in sodno takso. Sodišče je tekom kazenskega postopka odločilo tudi o Aljinem premoženjsko-pravnem zahtevku, vendar jo je glede višine zahtevka napotilo na pravdni postopek. Pisno obrazložitev sodbe bodo udeleženci postopka prejeli po pošti. Če se bodo Vid, Alja ali državni tožilec pritožili zoper sodbo, bo o njej odločalo višje sodišče, sicer pa bo postala pravnomočna. S tem bo kazenski postopek končan in sodišče bo izvršilo izrečeno sodbo. Postopki pred sodiščem so lahko zapleteni, zato je priporočljivo, da si poiščete ustrezno pravno pomoč. Za več informacij obiščite spletno stran nasodiscu.si. Vsebine animacij ne predstavljajo pravnega nasveta ali stališča sodstva in nimajo pravnih posledic, temveč so le informativne narave.